Kje ste folk, kaj zdaj? Evo ga Dino hod po BTC-ju. Danes ne gremo nekam daleč, ampak smo blizu doma. Pa je neki event gor na City Park garaži, tako da gremo pogledati malo si dejansko, kaj se dogaja tam, ker me res zanima. A ti veš, tole je zima. To ni bilo zdaj posnet. Ponovadi jaz delam videe, po jih pa naslednji teden, najkasneje v 2 tednih dam ven. Tole je bilo pred poletjem, sneman tam marca. Zakaj je toliko pozno dajem ven? Pa zato, ker sem zgubil te posnetke. Pa je šlo liter olja. Te hudičevi hondaši. Čim ga pogledaš, on ga mora v blokado. Ampak glej, takih pač smo. Evo jih, Volkswagenaši, Volkswagen, se ne znam niti reči. Pa imaš Renaultaše, pa imaš Škodaše. Vsi so se poredali, skratka, hotel so jeti na vrh, kjer je bil ta rooftop meet. Se pravi, na vrhu strehe srečanje, meeting, kjer so vsi hoteli pokazati svoje avtomobile. Pa sem si rekel, grem gor. In prvo, kar zagledam, se že sliš neki rohni. Simulacija, vidiš, na simulatorju. Ful dober, to bi tudi jaz imel doma, da se malo premika, da čutim, kako vozam naprej nazaj. Ja, polno, ne? Sploh nisem pričakoval tega, da bo toliko folka. Dejansko je. Subscribe, like, share, follow na Instagram, Dinoti. Jaz mislim, da en izmed njih mi je ene 5krat pisal: Dino, kdaj bom video ven? Pa sem ga mogel razočarati, ne najdem ga. No, srečama, ponavljam, sem ga najdel. No, gremo si malo pogledati dejansko, kaj je bilo na strehi. Od različnih Porschejev, kakor ga vidimo tukaj, do BMW-jev i8. Čeprav meni pa še bolj moder tak. In evo ga, moder, ta barva mi je ful všeč. Nasploh modra, kot otrok, mi je bila najljubša barva. Tako da nekako sem ji ostal zvest tudi skozi leta. Ampak pustimo to. Tlele jaz snemam in tako neki mi ne da miru. Si te pravi, Ko? igravca, ne, da je Dino. Zdravo. Ja. Dino to pravi, ja. Neki ga je po Dolensk zavila. Zgleda, da imam fenice na Dolenskem. Kaj ti misliš, kako osvojiš take punce? Jaz s cvičkom. Jaz cvička nisem imel. Pa so hit šle. No, šalo na stran. Pozdrav punce, če se vidite noter. Gremo naprej na avtomobile. Skratka, imamo vse. En Hyundai, lepa barva. Impreza, BMW, Mercedes. Kar si poželiš. Je pa res, da takih nisem tudi več ne vidiš, 350 zek. Se jih spomnim iz Fast and Furiousa pa to. Brutalen avto, ki je prišel ven. Sploh, ko sem delal kot inštruktor. Tam v Mostah in je bil nov 350 Z. Se spomnim vsakič, ko sem šel na šiht, sem gledal, wow, to bi pa imel. No, gremo naprej, Porscheji, Volkswageni, Seati. Volkswagenov je bilo toliko, da sem si mislil, ljudje, pa kaj vi ponavljate en za drugim. Ampak hvala Bogu je prišla tudi Supra, ker je zbila malo to monotonost. Ta rumeno-oranžno je kar paše. Ta avto bi jaz imel, čeprav je pol BMW, ampak nima veze, ful mi je lep. Pa imamo Seat, Mercedes, spet en Hyundai N. Hyundai N mora biti moder. Njihova, zaščitna barva. Mercedesi, BMW, a sem že rekel, ja, sem. Ampak imamo pol tukaj Toyoto. Kjera Toyota je to? Napište spodaj v komentar, ker nimam pojma. Imamo Gera, tole bi pa imel. To je pa Porsche, ki bi ga jaz imel. Roadster, streha dol, veter v laseh. Glej, čeprav vprašanje, kjer motor je, sem neki tazga vozil, ta hudga, kaj že 3.0 motor, 3.2, se niti sam ne vem. Mi je bil ful všeč. Pak tale 718 Boxster bi recimo razmišljal za menjavi za S2000. Čeprav ni niti blizu kultnega avtomobila, kot je S2 Jure, ampak ja. Gužva! Velikih je, vidite. Folk se je zbral. To je bilo pred poletjem. Upam, da bo spet kakšen tak meet tam pri City Parku, da se spet dobimo, da vidimo dejansko, kaj so letos popravili. Če bodo sploh kaj pripravili. Daj napište spodaj v komentar, kakšni kaj eventi prihajajo, da bomo vedel, kam prijet, pa kaj posnet. Posnet, sem rekel. Posnet! Veste, jaz tele videe delam čistko, free. In se tudi zmotam, ampak gledajte, motiti se je človeško. Vem sam, da je bilo teh golfov tako, kot na šahonci kmetov. Se pravi, ful njih, pa vsi isti. Čeprav tole je široko. Široko mi je bil ful všeč. Sploh unta star iz 80-ih.
Se spomnim, ko sem šel v Frankfurt leta 1994 in je tam bil en parkirišče, kjer so bili avtomobili in je bil en široko v bodykitu. Ja, jaz sem to prvič videl takrat. To je bilo 5 let pred Fast and Furious. No, tale GT mi je full hud, čeprav je full navaren avto. Saj ste videli tisto nesrečo, ki se je zgodila v Zagrebu. In od takrat naprej so full bolj strogi ratali, pazijo, kva delaš, oziroma full je policije. No, jaz se ne strinjam s tem, da ko je full veliko ljudi, da se nori, ampak nekateri so pač željni neke pozornosti in ne vejo, kva bi delali in potem nabijajo v blokado pol ure na mitingih. Ok, to še nekako preživimo, ampak tiščanje med folkom je pa kar tako malo nevaren in s tem se jaz ne strinjam. Zakaj? Ker lahko prije do, po domač povem, zareje in pol, če se kaj zgodi, pol je res katastrofa. Ne da je bože, pravimo mi, da se komu kaj še zgodi. Hondice, 6. generacija, jao, se spomnim, ko smo se dobivali na Brnčičevi, kdo jo je imel bil car, CRX, sploh večji car, GTI Golf 16V, dvojka, koliko je to, 100 konjev, tam nekje. Se spomnim enkrat, smo se počerali, podregali, jaz sem imel Civica ESI-ja, pa je prišel z GTI-jem, pa sem ga dol usul, pa mu ni bilo jasen, pa sem rekel, ja prijatelj, malo novej avto je, malo več konjev, ampak ja, sej. Ni važno, kdo zmaga, važno je, da se imamo fajn, pa da se komu kaj ne zgodi. Še neki Hondic s pofarbanimi gumami. Vse veste, ti vzameš pač tisti flomaster in napišeš na veliko Michelin. Zato, da oni vejo, da je Michelin, da ne bi slučajno mislili, da je Dunlop. Oziroma, da je Continental. Ne, se hecam. Pač včasih se je to ful risal, pisal, in to je pač ostal neka modna muha. Vse je fajn videti sem, ka pa tole vidiš, kako lepo čučne, pa vzame sliko. Haj, si misliš, zakaj meni ne vzameš slike, ne? Ok, to pa vem, od koga je bil, ga je dal folijo, ampak ga je prodal, zdaj ima že drugo. Evo ga, bivša odklemna Jarama, tole 6. generacijo oranžno vidiš posod. Mustang, full dober, sam da je ta prav motor, ne 2.3 Eco Shit Boost, se veste glave pa to. BMW, hudo črne sprednje šipe oziroma luči, ampak ne vem, koliko je to dovoljen. Zadnji M, lep sam, te škrge, malo so mi prevelike za moje pojme, tukaj so res šli pretiravati, ampak glej, preluda in športni filter. To, če si včasih imel, si bil tak car, da je joj. Ko ima havba premalo prezračevanja, si jo narediš, evo ga, Focus RS. Ne delajo jih več. Subaruji. Alfa! A smo pogledali, če kaj olja spod. Ubiče me alfaši. Honda Prelude. Še spoiler tam pršipi. To so bile moje sanje včasih. Evo ga, Mercedes A, AMG, čričko land, jaz temu pravim. Evo ga, še en Audi, ki je bil na zračnih vzmeteh, pa Angel Eyes, sanje 20 let nazaj. Jaz se spomnim, meni jih je babica iz Amerike poslala za mojo Honda Civic 5. generacijo. Spredi sem imel Angel Eyes, vzadi sem imel Alteza luči, se pravi pol krom, pol take, kako bi rekel, rdeče, full dober, takrat si bil tak car, da glava peče. In tak Angel Eyes so ustanovili oziroma naredili prvi BMW-jaši in pa smo vsi morali imeti Angel Eyes. Ja, lej, pač taki časi so bili. Tam leta 98, včasih je bil Salamonov glasnik in si pač gledal pod rubrika, ne vem, avtomobili, avtomobilski deli. In takrat je A3M, to je zdaj Mat Sport, to ni plačana reklama, by the way. Oni so, saj mi smo videli, da so oni prvi prodajali te zračne filtre KN. In reklama oziroma oglas je bil, povečajte moč svojemu avtomobilu do 20 konjev. Ja, mi smo bili vsi to knori, da smo vsi to gor tiščali, sam da je mukal in itak zvok ti je dal tak feeling, da leti, čeprav je šel še slabš. Sploh hunče je notranji, ok, če si imel caji, cold air intake unu spod, da vleče mrzu zrak, ja, je bilo cool. Ampak če si imel unga v mašini, ker vleče vroč zrak, gre slabš. Evo je 5. generacija, tako sem jaz imel, sem dolgo, se prav sedanko. In če si imel pa caji, a ne, si šel pa v lužo, pa je potegnil vodo, pa je zaribal. O, Preluda, kjera lepa. Tole takrat nisi mogel dobiti, še zdaj je to redko. Kva pa Alfa Giulietta,
To je unata močna. Nisem nikoli vozil, bi jo pa rad probal. Quadrofoglio, 4 deteljice. Tale je pa od enega Leona, oziroma avto je Leon. Poznam musko ful dobro. Na vseh eventih ga vidim. Pridanje. T850R, upam da R, sosed ga je imel, kupil ga je novega leta 94. Pač je bil direktor cestnega podjetja in je bil tako rumen, se spomnim. T5R, kako je že bilo. Evo i Golfi v foliji, BMW zeleni in Peugeot od mojega frenda, mojega bižga sodelavca. Čelo, če gledaš to, pozdrav. In gremo naprej, BMW, nizki, visoki, ampak tako ponavljala se mi je. Avtomobili se mi ponavljajo, dokler nisem prišel do tega, kaj to Suzuki, niti sam ne vem, kva je. Je pa neki japanski, zanimiv. Škoda, lepo je videti tudi Škodo Fabio. Sploh se spomnim oni zadnji modeli, ki so bili, ki so jih prodajali, black and white. Tole mi je pa všeč, Hyundai N bi pa imel. Maga moj prijatelj Šetina, 20-ko, in bi ga mogel stestirati. Ko pa RS, RS je tudi imamo eni, a ne? Smo vozili novega, zelo trd avto. Pa seveda Mercedesi, pravim jaz, čričko lent avtomobili. Eni so me hoteli še celo tepst, zato ker sem rekel, da imajo čričke noter. Ampak glej, nimaš kaj, pa če nimajo radi svoje znamke in se počutijo ogrožene, oziroma ogrožene, če kaj, bog ne dej rečeš kaj proti avtu. Pač, vsak avto ima neki dober, pa neki slabo. In ne smemo biti užaljeni, ker konc koncev vse je sam pleh. Tole, a se spomnite tega, oziroma veste, kdo je ta? To je ta malke skozi po netu, no, ka šamara tam okol, pa se z unim Nurmagedonom, ali kva je že unim šampinjonom v UFC-ju, šampinjonom družene. In seveda GTR Godzilla. Ta avto zelo rad pogledam vsakič. Tole, Lotus Exotica, res Exotica. Ej, Rodica, kaj praviš na stojenko? To bo zdaj v videu, kako si roko dala. Super. To ćemo ja i muž do sebe nabavimo, da se Tako je. provozamo, To je. ako Bog da. Denis, a je? Stroj, pravi. Prava Jugoslavija, ja? Jes, prava. A ne? To je to. To je ta močnejša italijanska. Če bo Rodica tole kupla, pol bom takoj naredil vlog, to vam obljubljam. No, zdaj si gremo pa pogledati eno stvar, eno čudo, ki je dal noter, in to je kompresor. Sprav, ta avto že je 20 litrov na 100, zdaj že je 50. Dvigdo sem pa nazaj, ode tank. Lej, špic lampe. Kdo? Gle, Autobroker. Autobroker, kje? Kako ti poznaš Autobroker? Lepo, ko gledam tvoje videe. Vsakat čast. Vsaka vam čas, da ste si ogledali ta video. Hvala še enkrat, pa se vidimo. Like, share, subscribe.